Dober dan, od Živijo, lep pozdrav. srede spet prek žic in optičnih vlaken in kdo ve česa vse. Zunanji minister Anže Logar se je udeležil konference, virtualne konference, na kateri je moral odgovarjati na vprašanje, ali je slovenska vlada priznala zmago Joea Bidna. Izmotaval se je. Kaj nam to izmotavanje pove? To izmotavanje ali nam pove lahko samo dvoje. Ne? Prvo je objektivno, da je nevešč diplomatskih veščin, kar bi pač jih moral imeti, če bi hotel zasedati funkcijo, kakršno zaseda, uspešno. Drugo je pa bolj v smislu opombe, kako žalostno je, če človek ni neka samostojna in avtonomna osebnost in mora lagati za druge, ne? In se izmotavati za druge. Izmotavanje pa je pravzaprav oblika laži. Uvedel je v to pojasnjevanje eno zanimivo inovacijo. Trdil je namreč, da je premier Janša, ko je čestital zmagovalcu ameriških volitev Donaldu Trumpu, pravzaprav to storil svojega zasebnega Twitter računa. In ker gre za zasebni Twitter račun, gre za pravzaprav zasebno gesto predsednika vlade. Ali ima predsednik vlade to vrstno zasebnost ali ne? Ne, nima je. Ko predsednik vlade priseže, ni prisegel za 8-urni delovnik, ampak je prisegel za en mandat. In v času mandata on predstavlja državo. In ko predstavlja državo, jo predstavlja praktično v vsakem relevantnem trenutku dneva, če izključimo spanje, ampak tam, kjer dela stvari, ki se dotikajo oziroma jih je možno umestiti v neko razumsko, umno delovanje, tam noter, mislim, v tem polju ni zasebnosti. Se pravi... Govorijo o polju javnega, ne? On se je javno izražal in to je zasebno doma, če se on pogovarja za mizo, lahko izraža svoje stališče, verjetno brez škode, ampak v polju javnega se pa ne more izražati zasebno. Ne, že tudi, ko predsednik vlade v diskretnih diplomatskih pogovorih nekaj reče, velja to za stališče države, ne velja za stališče izrečeno v diskretnosti zaupnega sestanka, ampak velja za stališče države. In kaj šele, ko gre za neko javno izjavo, ne? Se pravi, je zadrega, iz katere se mora zunanji minister Anže Logar izvleči ven toliko večja. To so drugače zelo enostavne stvari. Ne? To so stvari, ki se vejo. Mislim, to je že v bistvu intelektualno žaljivo, da se vedno znova izprašujemo iste stvari, se ukvarjamo z izgovori, ki niso in ne morajo biti. Ne? Če mu je ta naloga pretežka, ne odloži in jo da nekomu, ki jo zna. Glej, mi smo zdajle skregani s prihajajočo ameriško administracijo. Zdaj, tehnično vzeto gre za administracijo, ki je vstopila v tranzicijsko obdobje. Zdaj, tranzicijsko obdobje je nastopilo, potem, ko se je odhajajoči predsednik Trump omehčal. S to tranzicijsko ameriško administracijo smo spričkani, hkrati pa nas čaka v zelo kratkem času predsedovanje Evropski uniji in smo zaradi teh nepremišljenih izjav in čivkov in drugih gest pravzaprav pod rentgenom, pod drobnogledom in obstaja vprašanje v diplomatskih krogih pravzaprav, kaj se gremo. A je kakšen racionalen odgovor, kaj se gremo? Seveda so. Strogo racionalni odgovori obstajajo, žal pa niso všečni in opravičljivi. Dogajanje gre v 3 smeri, ne? Namreč ena je evropska, ena je zunanje politična slovenska, se pravi tudi pravzaprav eventualno do Amerike, tretja je pa notranje politična in povsod smo na tenkem. Prvo, kar je, Slovenija bo predsedovala v Evropski uniji v nekem obdobju in Evropska unija upravičeno skrbi,
ali je norija, ki jo počne predsednik vlade in ne odraža slovenske države, niti volje volilcev, niti ustavnosti, dejansko tista, ki bo uradno predstavljena kot politika Evropske unije. To je prvi veliki problem, ki ga je treba zaustaviti in preprečiti, in Evropska unija ga bo zanesljivo zaustavila in preprečila, vsaj na vse mogoče legalne načine. Drugo je tisto, kjer mene skrbi, da Janšo spet srbijo prsti, ne? Namreč zunanjo politiko dela na način, kot bi bil zunanji minister Amerike, ne pa Slovenije, ne? Kot Pompeo poskuša, kot berem zdaj, iti v Izrael, in govori se, da se spet v bistvu obnavlja duh nakupovanja orožja, kot se je obnavljalo takrat, ko se je pojavila afera Patria, in da se celo isti lastniki, ki so imeli opravka za Patrijo, pojavljajo v igri, ne? Se pravi, spet smo v zgodbi žabe in škorpijona, ne? In tistemu, kar so midva že v samem nastopu Janševega mandata rekla, da je po naravi zadev absolutno nemogoče, da on ne bi pičil, če lahko. Se pravi, da ne bo ponovil istih napak in šel v iste skušnjave in poskušal ponoviti iste grehe, ki jih je že imel na glavi. Tretji nivo je pa seveda notranji politični nivo. To pa je tisto, kar nas najbolj lahko iritira, pač v tem smislu, da praktično vse, kar počne na relevantnih področjih, ne praktično vse, kar počne, ampak na relevantnih področjih, je na skrajnem robu ustavnosti in zakonitosti, seveda, ampak zlasti ustavnosti in pa predvsem duhu ustave. In ta notranja nemoč, ne, da se pogovarjamo zdaj, ali lahko zberemo to notranjo energijo in tako očitne stvari zaustavimo na ravni reprezentacije volje volilcev, se pravi na ravni strank, ne, ki so sfižile, izkrivenčile volje volilcev do skrajnosti, ne. To je pa nekaj, kar je lahko naša bolečina, ne, in bi se morali pač vprašati, kaj početi s takimi strankami in s temi strankami. In dejansko se mi zdi, da bi bil čas, da ta pobuda ustavnega loka ali karkoli že nekako uspe in da v bistvu zaustavi neko protiustavnost. Seveda na način, da jo vzpostavi bolj dosledno kot zdaj, sicer je pa brez veze, da poskuša, da bomo padli samo v nov cikel nepravilnosti, ki bodo pripeljale do novega janšizma. Spremljava dogajanje v stranki upokojencev z nadgradnjo te ideje ustavnega loka, koalicije ustavnega loka, pravzaprav, da bi ob vrnitvi Karla Erjavca, pravzaprav bi bil on tisti, morda, ne, ki bi prevzel iniciativo in skušal on postati mandatar namesto, kot se zdaj zdi, za 4 stranke sprejemljivega Jožeta Podamjana. Kako gledaš na ta veliki comeback Karla Erjavca? To sem slišal, to je bilo slišati, da bi Karl Erjavec postal mandatar. V tem primeru je moje stališče in tega stališča ne bom spremenil, da je boljše, da vlada Janez Janša, kot da Karl Erjavec postane mandatar. Ker so te njegove metamorfoze, te njegove preobrazbe samo nova oblika kameleonstva, nova oblika tartufovstva, nova oblika neke politične prevrtljivosti in iti na standard, ki je 10 ali pa mogoče 20 ali pa tudi, če je 30% slabši od Janše, zato da izgubimo pogled na vso napačnost, ki jo prinaša Janševa vladavina, pomeni, da je boljše vzdržati v Janševi noriji toliko časa, da bo prišlo do jasne in razločne točke zloma in vzpostavitve neke politike, ki je vredna te časti. Erjavčeva dozdajšnja politika je bila politika metamorfoz, prilagajanj in neskončne oblasti hlepnosti. In jaz osebno imam že s tem probleme, da je del ustavnega loka in del rešitve v času, ko bi moral biti prepoznan kot del problema. Skratka, sem popolnoma negativen do ideje, da bi on postal mandatar.
Kakšen razplet dogajanja pričakuješ v naslednjih dneh, tednih? Jože P. Damjan je nekje objavil, da vidi možnosti, da se ta koalicija ustavnega loka formira do Božiča. Zdaj, do Božiča je mesec dni časa še. Jaz mislim, da je to ideja, ki je vredna pozornosti ali podpore ravno zaradi tega, ker vstopa v polje neke vsaj simbolne katarze. Ne? Katarza, ki jo je pokazal v svojem političnem razvoju Jože P. Damjan, je v bistvu na nek način povezana z načinom razmišljanja, ki ga je skozi vsa leta od krize gospodarske naprej razvijajo Yanis Varoufakis in Damjan je spremljal to mentaliteto, kar pomeni, da je kot ekonomist, ki je bil nekoč mlado ekonomist oziroma zagovarjal neoliberalne rešitve, pripeljal premislek, in to je čisto legitimno, do točke, ne, ki upošteva tudi temeljne parametre naše ustavnosti, to pa je pač socialna država, to je vse tisto, ne, se pravi, in prostor javnega, ne, recimo posebej javno zdravstvo, ne, in javno šolstvo. Se pravi, če prav razumem Damjana, on te parametre zdaj razume in jih razume drugače, kot jih je nekoč razumel. Ne. In to so same dobre informacije, kar pomeni, da imamo opravka z reflektiranim ali pa upamo, da reflektiranim človekom, ki ne bo vedno znova prilagajal svoja stališča, ampak jih bo utiral pač pod vplivom nekih spoznanj na nek trajen način, ali na trajnosten način, če tako rečem. Ne. In v tem smislu ima ta predlog ustavnega loka neko katarzično razsežnost, ki bo radikalno presekal z neko trumpistično janšovsko logiko. Namreč, Janša ni problem samo zaradi tega, ker je on in zaradi tega, ker je nemogoč karakter, ampak zaradi tega, ker se ga tudi razni nesprejemljivi lobiji polaščajo in ga izkoriščajo za svoje cilje, naprimer privatizacija zdravstva. Ne. Bolje je treba gledati na to, kot na same norosti Janeza Janše ali pa Donalda Trumpa. Ne. Zdaj, Trump tudi ni tako neracionalen in tak klovn, kot igra samega sebe kot klovna. On ni tak klovn, on presneto dobro kalkulira, kakšne so potencialne škode in pravne posledice v času, ko mu preneha mandat in imuniteta. On ni tako neumen, da ne bi teh stvari preigraval. Janša je pa tudi ni tako neumen, da ne bi vedel, da se potencialno era, se pravi, njegovega političnega sloga skupaj z Trumpom izteka vsaj za 5 let, če ne za 10 let ali pa zavedno. Ne. Skratka, če bi pripeljali zdaj noter samo v igro samo to Erjavčevo logiko ali pa neko lakiranje zarjavele pločevine, ne, s tem dejansko naredili verjetno več škode, kot če vztrajamo in potrpimo še nekoliko časa v janšizmu, ki se notranje že lomi in se bo ultimativno zlomil. Se pravi, ustavni lok prinaša upanje v natanko tej smeri, ki ga recimo Erjavčeva intervencija v politiko ne bi prenesla in je ne more prenesti. Dobro, to je to za danes. Naslednji teden nadaljujeva z najinim razglabljanjem. Hvala lepa. Srečno. Srečno.